Mišmaševci, lepo pozdravljeni. Ali ste se kdaj vprašali, kako nastane takšna knjiga? Ali pa mogoče učbenik? No, če ste se, potem ste na pravem mestu, saj bomo to ugotovili danes v grafiki Gracer. Z mano v družbi že lepo pozdravljam gospoda Mirana Gracerja. Pozdravljeni. Kdaj smo sploh začeli ustvarjati takšne knjige? Ja, pravzaprav knjige, ali pa bom rekel zapise, poznamo že na tisoče let. Prve knjige tudi že, bi rekel, 1000 let. Tisk pa od leta 1440, pravi tisk, ko je Ivan Gutenberg nekje v Nemčiji začel z tiskom, pa potem z vezavo. Prej so se pa seveda knjige prepisovale ročno in si morate predstavljati, kako dolgo je to trajalo. Gospod Gutenberg je to večkratno pohitril z iznajdbo tiska. Sicer so se zdaj vmes tudi Kitajci prijavili, da so oni že tudi prej to delali, ampak mi kot Evropejci zagovarjamo, da je Ivan Gutenberg iznašel tisk. Torej on je zrcalno izrezlal črke in potem jih dal v stavnico in potem odtisoval na papir. Prej se je pa to pripisovalo dolge ure, dneve, tedne, mesece. In knjigo po knjigo, ki je človek po enem letu končal, je začel pripisovati drugo. To je bilo 1000 let. Z rokopisom se je torej začelo. Tako. Rekli ste, da se je vse začelo z rokopisom, pa bi znali jaz in Mišmaševci prebrati te knjige, ki so jih včasih napisali? Zagotovo ne. Vsak človek ima drugačen rokopis in potem je težko za nekom brati, sploh po 1000 letih. Bi pa rekel, da knjige, ki jih je natisnil ali on, se pravi Gutenberg ali njegovi ljudje, bi pa že mogoče lahko brali. To je pa gotica, nemščina, ki je sicer danes, ko jo gledamo, precej težko berljiva, ampak se da. Seveda se pa to ne more primerjati z tem današnjim tiskom in z našo pisavo, to pa Mišmaševci že znajo. In kako je izgledal prvi tiskarski stroj, ki ga je naredil Gutenberg? Je bil velik, je bil podoben našim? Izgledal je tako kot nekakšna vinogradniška preša. In Gutenberg je te črke zrezlal zrcalno, jih postavil v stavnico, v nek okvir, potem pa to stavnico dal v prešo, tiskarski stroj, papir odtisnil, zaprešal pod pritiskom in potem dvignil in nov papir. In potem papir za papir, stran za stran, obračal, da je bila knjiga obojestransko natisnjena. S tem sistemom je zadevo pohitril neverjetno. Se pravi, iz leta in leta so prepisovali knjige, potem pa so to bili že tedni, mogoče celo dnevi, če knjiga ni bila zelo dolga. Pa so že takrat uporabljali enak papir, ki ga uporabljamo tudi danes, ali se je kako razlikoval od današnjega? Papir kot tak je bil podoben. Seveda zdaj poznamo glajen papir, bolj bel papir. Takrat je bil papir pa grob in ne čisto bel, bi rekel rjav ali pa vsaj barve kapučina. Zdaj je pa papir tudi takšnega poznamo, je celo zadnje časa modern, bomo rekli ekološki papir. Sicer pa največ delamo na beli papir, glajen papir pomeni, da se sveti, ali pa celo strukturen papir, to je umetniški papir recimo. Tisti papir pa je bil, se pravi, podoben, ne pa enak kot danes. No, za tisk potrebujemo tudi barvo, črnilo. Kakšnega so uporabljali v času Gutenberga? So lahko že tiskali tudi barvno?
Ne, nikakor ne. Takrat so uporabljali izključno črno barvo v začetku. Seveda so pa, če pogledate nekatere stare knjige, včasih bili naslovi celo res rdeči. To so bile barve iz naravnih materialov, oglje recimo je bilo, smola, to so bile barve zmešane seveda na roko in so imele svoje zakonitosti, niso se sušile, so se mazale. Zdaj pa je to industrija tiska pripeljala tako daleč, da so barve seveda v milijonih odtenkov in se hitro sušijo, so zelo hvaležne, se ne razmažejo. Tako da kar vsaka čast Gutenbergu, kako je to uspel se lepo narediti. Pa so tiskali takrat samo knjige ali tudi kaj drugega? Ne, seveda so bili to raznorazni razglasi, plakati, letaki za obveščanje ljudi. Ne. Že takrat so imeli ljudje ravno tako neke dogodke, kamor so vabili drugi ljudi in to so bili plakati. Razglasi so bili kakšna obvestila, bom rekel, višjega sloja, ne, za ostale ljudi. Tako da to sigurno. Tega je bilo dovolj, mislim, veliko. In zakaj je izum tiska tako pomemben? Velikokrat slišimo, da je Gutenberg bil zelo pomemben in da je naredil veliko stvar. Zakaj? Eno so prenos informacij, drugo je pa hramba informacij. Ne? In to je ne, bom rekel, neskončen zaklad za človeštvo. Ne? Sicer se veste, da informacija neka ali pa neka zgodba z človekom lahko umre. Medtem, ko so to ljudje zapisali, tudi ročno prej, potem pa seveda na stroj oziroma na tiskarski stroj, je pa zadeva postala trajna, bi lahko rekel večna. Ne? Tako da iz tega vidika, potem so pa tu razni umetniški vidiki, to je praktično zakladnica kulture, znanja in tako naprej. In če bi naredili hitro primerjavo, kako je tisk napredoval, kako se razlikuje od včasih, iz časov Gutenberga in danes? Ja, se pravi, iz rokopisa, kjer so pripisovali na mesece in leta, potem smo tiskali hitreje in več, bom rekel, z Gutenbergovim izumom. Skozi leta, tam v 17. in 18. stoletju smo pa celo spoznali, so razvili novejše stroje, kjer smo tiskali zelo hitro že recimo lahko se primerja hitrost tudi z zdajšnjimi časi. Pomeni nekaj 100 pol na uro takrat, pa potem mogoče tudi 500 ali 1000. Z časom tam v 20. stoletju pa že celo preko 1000 pol na uro. Medtem ko zdajšnji stroji letijo iz pole celo 14, 15, 17 tisoč na uro, medtem ko rola še to iz role v rolo, ne, potem je sicer potrebna dodatna obdelava, ampak kot tisk tako hitro leti, da sploh ne vidiš. Tako da na hitrosti se to pozna razlika, pa seveda v kvaliteti. Ne. Kot smo rekla, prej je bil tisk enobarven, mogoče kje kakšen rdeč naslov, zdaj so pa knjige barvne v milijonih odtenkih barv. Poznamo seveda zelo ostre fotografije, praktično je še vedno klasičen tisk nepremagljiv, kar se tiče kvalitete izpisa na papirju. Tako da kvaliteta, lepota, hitrost, to so zdaj razlike, ki so. Hitrost ste velikokrat omenili, predvidevam, da je kar nekaj časa trajalo v času Gutenberga, da so ustvarili eno knjigo. Koliko časa pa je danes potrebno, da nastane knjiga? Če izvzamemo to, da jo moramo prej še napisati, narediti ilustracije, če gledamo samo tisk. Vse se začne seveda v glavi avtorja, ne? Pa potem to izvzamemo, ko avtor pride k nam z besedilom, se seveda pogovorimo, kaj želi, kakšno velikost, kakšno barvo, kakšno vezavo. Ne? Potem pa to operaterji v naši pripravi dela, pomeni, če ni oblikovano, tekst oblikujejo, naslov, glava, noga, ustavijo slike, slike imajo svoje podnaslove. Se pravi, se zadeva naredi oblikovno, naredi se prelom, oblikuje se naslovnica. To recimo poprečno traja teden, mogoče 2, odvisno od zahtevnosti kupca. Potem pa se razvije, če
je knjiga naklade 300, 500 ali več, se naredijo offsetne plošče za klasični tisk. Potem se plošče pnejo v stroj, se stiskajo pola, tiskarska pola, ena za drugo, potem se zadeve zgibajo, znesejo, zašijajo oziroma se naredi vezava. Če pa je knjiga manjše naklade, pa gre za digitalni tisk, gre pa direktno iz računalnika v malo večji printer in potem se zadeva natisne. V tem primeru je že zbrana, pomeni strani si že sledijo kot morajo in se potem samo še zveže. Tako da, ja, v najhitrejšem primeru je to mogoče 3 tedne, naredili smo že tudi v 2, tudi že v 1 tednu, če je bilo treba, ampak nekje zdravi rok za knjigo trde vezave 3 tedne. 3 tedne. Koliko časa mislite, da je to trajalo včasih? Več mesecev potem? Že ko sem jaz začel z delom v naši tiskarni, je to trajalo 2, 3 mesece, 4 mesece, ampak to ne zato, ker bi naši stroji bili toliko, seveda so novejši, ampak enostavno se je tempo ljudi spremenil in si ne vzamemo več časa niti za sebe, kaj šele za knjigo. Tako da žal je tempo življenja narekuje hitrejše reagiranje in vsi pričakujejo vse takoj, če ne že kar jutri ali pa že čez 1 uro. Tako da, ja, sigurno, tudi pred 10-20 leti smo knjigo uspeli narediti v kakšnem mesecu ali raje v 2. Zdaj pa so redki projekti, ko si vzamemo ali ne, da si vzamemo, da nam stranka dovoli 2 meseca, so redki primeri. Pa je včasih bolje, da si vzamemo več časa, se to pozna na kvaliteti izdelka? Nujno si vzeti čas. Moramo vedeti, da večina avtorjev si vzame leto, 2, 3, 4 za tisk, za tekst. Tako, da napišejo knjigo. Tako, da napišejo knjigo. Potem tudi ponavadi poznam na desetine oblikovalcev, če tega ne delamo mi, zunanji oblikovalci se vzamejo mesece in mesece, da knjigo, bom rekel, naredijo lepo na ekranu. Potem pa smo na vrsti mi v zadnji fazi, tu se pa vedno mudi. In potem pa že avtor komaj čaka, oblikovalec komaj čaka in bi vsi imeli takoj. Tako da jaz priporočam vsem bodočim avtorjem, da si vzamejo čas tudi za sam tekst, potem pa tudi pri oblikovanju in tisku vsaj mesec dni. To je tak zelo, zelo zdrav rok. No, bolj podrobno, kako nastane takšna knjiga ali učbenik, si bomo pogledali v naslednjih minutah. Še prej pa si privoščimo malo glasbe. Ovitev v samoto, zaprem oči, pomislim, le kje si zdaj? Zasanjena, zgubljena, spomnim se objema. Želim si te, včasih ko hudo je, ko že skoraj vdam se, zaprem oči, pomislim. Vem, da tudi ti si tam nekje osamljen. Želiš si me in čutim, spomnim se objema. Želim si te, vem, da tudi ti si tam nekje osamljen. Želiš si me, čeprav ne razen skupaj sva. Počutiva se združena, kot eno. Življenje nama sledi, hej, ti si ta, ti si
v samoto, zaprem oči, pomislim, le kje si zdaj. Najlepša hvala. Smo že nazaj. Danes v grafiki Gracer spoznavamo tisk. Kaj vse pa sploh lahko natisnemo? Ja, marsikaj, od čisto majhnih vizitk pa do zelo, zelo velikih plakatov. Vmes so pa knjige, pesniške zbirke, učbeniki, delovni zvezki, mape, embalaža, škatlice, obešanke, mape, zelo, na tisoče izdelkov. Ko se vozimo z avtomobilom, lahko vidimo ob cesti tiste velike jumbo plakate. Kako so ti plakati natisnjeni? Ali so v enem kosu ali v večjih delih? Redki so v enem kosu, zaradi tega, ker je težko zmontirati takšen plakat. Tako da ponavadi so v 3-4 kosih in se lepijo na enega za drugim, ne. Samo zaradi montaže. Sicer pa obstajajo tako veliki stroji, da bi lahko to v enem kosu stiskali. No, za tisk potrebujemo tudi papir. Tukaj imamo 3 različne vrste papirja. Kako se razlikujejo med sabo? Ja, v osnovi poznamo premazne papirje in nepremazne. Premazni so gladki, imamo 2 tipa, sijajnega in mat, pomeni ali se sveti ali se ne. Potem so pa nepremazni papirji, to so pa tisti, ki se nič ne svetijo in so pa celo malo grobi. In tu imamo zdaj tale čisto beli premazan papir, mat, tale, ki pa nista čisto bela, sta pa nepremazana. In teh nepremaznih je tudi spet na stotine različnih odtenkov barv, različnih struktur. Potem pa se še papir razlikuje po debelini, mi pravimo tu v gramaturi, zato ker papir se meri debelina v gramaturi, bolj kot je težek, debelejši je. In mi recimo delamo s papirji od 50 gramov, kar je zelo tanek, pa tam do 500 gramov, kar je pa že milimeter do 2. Potem pa je tu še lepenka, ki je pa 2, 3, 4 milimetre debela. Tako, to je to, kar je papirja. Kako pa se odločite, katero vrsto papirja boste uporabili za kateri izdelek? Ja, čist fizično ali pa praktično, če je 1500 stranska knjiga, zagotovo ne bomo dali zelo debelega papirja, ker potem bi bila knjiga tako visoka kot en mali otrok. Če pa je ena otroška slikanica z 12-16 stranmi, je pa papir debelejši, zato da otroci lažje listajo, da knjiga zdrži dlje časa. Potem pa so tu želje strank, a je to malo bolj bel papir, malo manj bel, koliko debel. Se pravi, neka želja plus praksa, pa je potem izbor narejen. In kateri papir največkrat uporabljamo pri knjigah in učbenikih? Odvisno, kakšna knjiga. Pri otroških je to sijajen papir, nekje gramature 200 gramov, to je relativno debel papir, medtem ko pri kakšnih pravnih knjigah ali pa politični vsebini ali pa zgodovinske knjige so pa navadi debela, je pa tanjši 80-90 gramski, zdaj pa navadi je v velikih primerih je bel ali pa malo krem, malo, bom rekel, rjav, svetlo rjav, da ljudem je to všeč, pravijo, da se lažje bere. Da lahko nekaj sploh odtisnemo na papir, potrebujemo črnilo. Prej sva že povedala, da so v Gutenbergovih časih poznali samo črno črnilo, mogoče včasih rdečo, kakšne naravne barve. Kakšno črnilo pa uporabljate danes? Ja, v klasičnem tisku poznamo osnovne 4 barve. Mi rečemo cmik, to je ime teh 4 barv v tujem jeziku, sicer pa gre za rdečo, rumeno, modro in črno. In mešanje teh barv povzroči eksplozijo barv in na milijone odtenkov. Tako da mi te 4 osnovne tiskarske barve mešamo. Recimo otroci pri likovni se učijo v 3 osnovnih barvah, ne? Mi v tisku imamo 4. Obstaja pa lestvica barv Pantone, to so pa barve, ki so specialne in jih ne dobimo iz teh 4.
To so pa barve srebrna, zlata ali te zelo fluorescenčne, ki so mogoče popularne za nekatere zadeve. Tako da to so ta dva osnovna cmik in potem specialne pantone. No, pri likovni mišmaševci zagotovo mešajo te tri osnovne barve, ki jih poznajo med sabo, ali podobno poteka v tisku? Tako, barve se zmešajo podobno, ampak seveda ne s šopičem in tako, ampak se mešajo na stroju preko odtisa, to bomo videli pa kasneje v proizvodnji natančno kako. Kakšne naprave pa uporabljamo za tisk in koliko naprav je sploh potrebnih, da naredimo eno vizitko, plakat, knjigo ali pa učbenik? Ja, od zgodnjih 90-ih let je prva postojanka računalnik. Prej je to bil tiskarski film in škarje in razne pripravki, ki sem že tudi malo pozabil, kak je že bilo. Zdaj pa je tu računalnik in programi, v katerih se zadeve, pomeni vsebine, postavijo. Potem pa je tu naslednja postaja, mi rečemo computer to plate oziroma stroj za izdelavo offsetnih plošč. Kaj pa sploh so offsetne plošče? Ja, offsetne plošča je matrica, kako bi rekel, če spet se postavim v kožo mišmašovca, je to, verjetno so mišmašovci že kdaj pri likovni vzgoji izrezljali linolej, ga pobarvali s črnilom in potem otiskovali na papir. No. To je delo pred 500 leti že Gutenberg. In ta osnova, ta ideja je še vedno ista, s tem, da tu laser osvetli to ploščo in na del plošče, kjer je osvetljena, se barva prime, na del, kjer ni osvetljena, se pa barva ne prime. Pomeni, kot da bi zrezlal, ampak to naredi laser v našem primeru. Ne? Tako da ideja Gutenberga še vedno živi v teh ploščah. Torej, ploščo razvijamo na stroju za izdelavo plošč, potem pa se upne v offsetni stroj, se naloži papir in preko pritiska vode, barv naredi čarovnijo in pride ven potiskana pola. Papir se naloži, kasneje bo upela plošče. Zdaj papir gre nekje tu, ne? Na plošči, kjer je modro, se barva prime in tu vidimo, zdaj preberemo prav. Če bi šel papir direkt na ploščo in se vtisnila barva gor, bi bilo na papirju narobe. Zato imamo na tiskarskem stroju prenašalni tiskarski val, kjer gre ta podoba prvo na gumival, potem gre pa papir vmes med tiskovnim in gumivaljem in se na papirju odtisne prav. Tako da med temi agregati, vsakem agregatu je svoja barva in se odtisne na točno isto mesto papirja. Se pravi, prvi agregat je črno in potem vse ostale točno na isto mesto. In če je tiskar pravi, oziroma če je mašina kvalitetna, je slika ostra. Če je pa tiskar kaj serije, potem pa je slika zamegljena. Torej, na koncu ta slika ne bo modra, tako kot je tukaj, ampak se bodo vse barve skupaj združile. Tako. In bomo imeli barvno tiskovino. Dobili smo barvno tiskovino, kaj sledi zdaj? Ja, kljub temu, da je stroj zelo natančno plošče upel, se en operater stroja pogleda, ali to drži. In po križih se to vidi skozi lupo in potem so samo še fine nastavitve, to gre pa za desetinke, stotinke milimetrov, da res paše plošča na ploščo oziroma barva na barvo. Ne? Torej, da je na koncu slika kar se da ostra. Ne kar se da, tisočinko ostra. Ostra kot sokolje oko. To je v primeru offset tiska, potem seveda nadaljna obdelava je odvisno, kakšen je izdelek. Če je vizitka, gre samo za obrez, na končen format. Če je mapa, se ustavi v en drug stroj, kjer se mapa izseka na orodju. Če gre za knjigo, je tu še, kot sem prej rekel, zgibanje, znašanje, šivanje in tako dalje. Redko je pa, da pride
tiskovina že končana ven direktno iz stroja za tisk, ne. Tako da postaj imamo računalnik, CTP, stroj za tisk, potem pa različne obdelave, ne, to je pa zadnja postaja. Ali pri knjigi potem vsak list posebej natisnemo? List v knjigi, če gre za offsetni tisk, je del tiskarske pole. V našem primeru tiskamo 8, 16 ali 32 stranske pole, odvisno od velikosti knjige. Če pa gre za digitalni tisk, je pa vsak list natisnjen zase in potem knjiga, ki pride iz digitalnega tiska, je že zbrana in se potem veže že v ovitek. V glavnem lažje je, hitreje je, ampak je primerno samo za nižje naklade, ne. Na kakšen način pa lahko potem te liste povežemo skupaj ali obstajajo različne tehnike? Ja, poznamo, vsi mišmaševci poznajo zvezke, ki so speti z dvema sponkama. To je osnovna vezava za enostavne tiskovine, recimo za revije, zvezke. Potem nekateri zborniki ali pa učbeniki imajo spiralno vezavo, kovinsko. Veliko knjig in drugih publikacij ima mehko vezano vezavo, to so lepljene knjige, ki že imajo pa kvadraten hrbet, ampak kje pa imamo, evo. To je mehka vezava, lahko je zvezek, lahko je knjiga, v tem primeru je to knjiga, ki je mehko vezana. Tretja ali pa ta klasična knjiga je pa trdo vezana. Evo, vzamemo tole, ko je čist majhna. To je pa trdo vezana knjiga, ki je zašita in ulepljena v ovitek. In kako to zašijete skupaj? Zašijemo skupaj z šivalnim strojem, ki je malo drugačen od tistega šivilskega, sicer pa stroj jemlje znešene oziroma polo za polo, zgibane pole in šiva. Torej danes naredijo vse stroji sami? Ja, generalno ja, sicer pa še obstajajo tudi pri nas knjigovezi, kot v času Gutenberga, ko so šivali na roke. Ampak to gre zdaj mogoče za kakšen vzorčen primer ali pa za eno knjigo, za rojstni dan ali podobno, sicer pa vse naredijo stroji. No, in če vzamemo za primer knjigo ali učbenik, koliko ljudi sodeluje pri izdelavi knjige ali učbenika? Ja, avtor, oblikovalec, potem naš operater, kot da uredi predpripravo za tisk, tiskar, pa najmanjše knjigovez, oziroma nekdo, ki knjigo zveže. Ja, kaj bi rekel, 5-6 ljudi. Pa vsi ti ljudje ves čas sodelujejo med sabo? Zadeva gre po etapah. Nekako, ko avtor knjigo napiše in jo preda v tisk, potem se njegovo delo konča. Sicer bi imeli tu lahko težave, pa ne vedno. Torej v prvi fazi avtor odda knjigo v tisk, potem je morda sodelovanje med našim zaposlenim in oblikovalcem, če knjige nismo oblikovali mi. Potem pa ta operater še vedno v tretji fazi pri tisku, bom rekel, vrže oko na sam tisk, če je vse v redu. Tiskar seveda pazi, da je v redu stiskano in potem preda knjigo v zadnji oddelek, kjer pa dobi knjiga končno podobo, ker se knjiga veže. Tako da se prepleta, da bi pa ves čas vsi sodelovali, pa ne. No, hvala za enkrat. Bolj podrobno, kako nastanejo učbeniki, ki jih listate v šolah Mišmaševci, pa si pogledamo čez nekaj minut. Zdaj pa je spet čas za malo glasbe. Najina je zgodba skrita, v strasti in ogenj je ovita in nemirna reka kdaj divja med nama, a ljubezni most mi dva zgraditi znala. To sem jaz in to si ti, med
med nama plamenje in kri. Je včasih led in včasih ogenj zagori. To sem jaz in to si ti, kar je lepo in kar boli. A to, kar našla sva, enkrat se zgodi. To plamenje in kri. Čez vse zidove mi dva greva, draga, ker na drugi strani je ljubezen prava. Če sem kriv, da med nama so solze in smeh in grešim, ker te nosim v svojih očeh. Zavedno ti boš moj najlepši greh. To sem jaz in to si ti, med nama plamenje in kri. Je včasih led in včasih ogenj zagori. To sem jaz in to si ti, kar je lepo in kar boli. A to, kar našla sva, enkrat se zgodi. To sem jaz in to si ti, med nama plamenje in kri. Je včasih led in včasih ogenj zagori. To sem jaz in to si ti, kar je lepo in kar boli. A to, kar našla sva, enkrat se zgodi. To sem jaz in to si ti, to plamenje in kri. V današnji oddaji spoznavamo tisk. Čas je, da ugotovimo, kako nastane knjiga ali učbenik. Kako torej? Ja, stranka prinese končane datoteke za tisk k nam, to je v neki večini primerov, potem pa fantje v naši pripravi dela zmontirajo ali namestijo v elektronski montaži vsako stran na svojo polo, kjer se tiskajo tiskovine v polah. Ko je elektronska montaža končana, se naredijo plošče, tiskar vzame plošče, jih upne v stroj, naloži papir, papir potiska,
potem naše punce in fantje te tiskane pole vzamejo in jih v primeru, da so to učbeniki, ki so recimo speti, ustavijo v stroj za znašanje revij. Tam govorimo o 4-stranskih polah, kjer stroj vzame polo za polo, knjižni blok zgiba, spne in revijo oziroma učbenik obreže. Tiskovina končana. Če gre za knjigo, kjer so ponavadi več strani, punce vzamejo od tiskarjev pole, jih zgibajo v knjigoveške pole, pole se znesajo ena na drugo, dobimo knjižni blok od 1 do 200 strani, potem pa je spet ali je vezava mehka, gre v stroj za mehko vezavo, broširni stroj, sicer pa gre še zadeva na šivanje in potem olepljanje, tako da to so te faze na kratko. Kaj pa največkrat tiskate pri vas? So to ravno knjige in učbeniki? Zelo, zelo veliko knjig je, bi rekel na 10 000, celo 100 000 letno. Pri nas pa največ tiskamo revije, to so te spete revije, tiskamo tednike, 14-dnevnike, mesečnike, dvomesečnike. Teh revij je lahko 1 na dan, v nakladi 1000, 2, 3, 20 000, lahko so pa tudi 3 do 5 na dan. Tako da bi rekel, revij letno bi pa 1, 2, mogoče 3, tako da zelo veliko revij tiskamo. Smo v digitalnem svetu, ali mislite, da bo tisk kdaj zamrl? Nekateri samo imenovani strokovnjaki so napovedali izumrtje tiska že tam v 90-ih letih, ko je internet in začel, bom rekel, prosperirati in biti vsakdanji spremljevalec vsakega, ne. To se nas takrat ni bilo strah, ker nismo poznali interneta. Tisk je vendarle tu že 500 let oziroma že 1000 let. Potem z uvedbo elektronskih knjig in pametnih telefonov so spet rekli, da so nam šteti dnevi, pa smo še vedno tu. Tako da ne verjamem, da lahko 500 ali pa 1000-letna tradicija zgine v nekaj letih. Sigurno je pa to, da so naklade padle. Ne vem, če smo pred 10 leti tiskali takrat 5 časopisov po 10 000 izvodov vsakšega. Zdaj tiskamo preko 60 različnih, v nakladi od 300 pa vseeno tudi do 22 000. Tako da jaz upam, da v prihodnosti tiskovina, ali pa sem prepričan, da ne bo izumrla, ker je tradicija še vedno močna in moramo vedeti, da knjiga oziroma besedilo ali pa vsebina prebrana na listu papirja se 10-krat bolj vtisne v spomin kot brskanje po pametnem telefonu. Ravno iz tega razloga so tisti, ki so pred leti prvi ukinili tiskane učbenike, to so Skandinavci, ravno lani ali predlani investirali milijone evrov nazaj v tiskane oblike učbenikov in delovnih zvezkov, zaradi razloga, ker otroci niso bili več tako pametni. Bi lahko rekli, da elektronske naprave poneumljajo otroke. Tako da jaz se veselim prihodnosti tiska in gremo naprej. Torej, tudi če so Mišmaševci radi za zasloni, obstaja velika verjetnost, da bodo še vedno morali v šolah listati učbenike in knjige in se jih ne bodo kar tako znebili. Jaz bi rekel ne, da besedo morali, ampak naj se veselijo knjige, vonja, papirja in barve, ker je to bolje za njih in za njihove možgane in razvoj. Naj obiščejo knjižnico, naj kupijo knjigo, tako da to je edina prava pot. Ja, najlepša hvala za vse informacije in da smo vas lahko danes obiskali. Hvala lepa. Mišmaševci, danes smo ugotovili, kako nastane knjiga oziroma učbenik. Imejte se lepo in se nam znova pridružite prihodnji petek ob 18. uri.